V današnjih novicah med drugim mladi čebelarji spoznavali slovensko čebelarjenje, zloganski oglarji pakirali oglje, na atletskem mitingu 200 tekmovalcev. Lepo pozdravljeni. Slovenija v tem tednu, kot smo poročali v včerajšnjih novicah, gosti 12. mednarodno tekmovanje mladih čebelarjev, ki ga v Ivančni Gorici prirejata Čebelarska zveza Slovenije in občina. Prvega takšnega tekmovanja pri nas se z vseh celin udeležuje več kot 150 mladih in njihovih mentorjev iz 30 držav. Danes so se preizkusili v praktičnem delu. V osnovni šoli Stična, kjer gostijo tekmovanje, je vrvelo kot v panju. Mladi z vsega sveta so se dopoldne v mešanih sestavah preizkusili v 3 od skupaj 10 nalog. Med drugim, med zanimivejšimi mogoče označevanje trotov, pa recimo danes sestavljene narejenca za transport, žičenje satnikov in utapljanje satnic in podobno. Pri zavzetem delu smo zmotili skupino, v kateri je bila tudi Urška Rižnar iz Ljutomera. Doprinese ti veliko novega znanja, novih prijateljstev, novih spoznanstev. Dobiš lahko veliko znanja tudi iz drugih držav, ker pač vseeno je Slovenija zelo majhna in ni toliko znanja. A kot so nam zaupali sodniki in se je izkazalo tudi na tekmovanju, ga imamo Slovenci še vedno ogromno. Pokazala ga je tudi Primorka Ela Vičič. Zdaj smo delali narejence, v bistvu smo naredili novo družino, kot bi delali v mesecu maju, in sicer smo pa jih naredili z matičnjakom. Pri napenjanju žice čez okvir in izdelavi satja smo med drugim zmotili Rubna z avstralskega otoka Tasmanija. Kot je povedal, bo obisk Slovenije nepozaben. Because I got to work with bees, I got to work with other young beekeepers and make lots of new friends and have a great time. Podobno so nam zatrdili tudi drugi udeleženci, za katere prireditelji pripravljajo bogat spremljevalni spored. Druženje bodo sklenili z jutrišnjim obiskom sedeža Čebelarske zveze Slovenije in večerno razglasitvijo zmagovalcev. Sedaj pa se selimo v Posavje, kjer so brežiški svetniki nedavno sprejeli zaključni račun za lansko leto in rebalans letošnjega proračuna. Poglejmo prispevek. Lani je brežiška občina proračun zastavila precej ambiciozno. Prišlo je do marsikakšnih sprememb. Ena od teh je bila močna, da ni bilo toliko sredstev, predvsem razpisanih, kot smo pričakovali. Vendar kljub vsemu treba povedati, da je bil lansko leto le vseeno relativno visoko, bilo je realizacija 33 milijonov, od tega bilo precej tudi investicij in pa zagotovili smo nemoteno delovanje tako vseh zavodov, društev in vsega ostalega. Proračun za letošnje leto so sprejemali v turbulentnem letu 2021, ki je postreglo z gospodarsko in energetsko krizo zaradi vojne v Ukrajini, zato je proračun tako molan, popolnoma neusklajen. Poleg višjih cen blaga in storitev je svoje doprinesel tudi dvig plač. Tu seveda veliko pripomoglo tudi to, da treba povedati, da so bile v lanskem letu sprejete določene kolektivne pogodbe, ki so prinesle napredovanje, predvsem v javnih službah, javnim uslužbencem, potem seveda šolnikom in vsem ostalim, zato je seveda potrebno v proračunu zagotoviti tudi dodatna sredstva za izplačilo plač in pa seveda za energentov. Rebalans pa je bil potreben tudi za nemoteno nadaljevanje že začetih projektov. V škocjanski občini pa so imeli pred dnevi polne roke dela zloganski oglarji. Potem, ko so konec maja po 2-letnem premoru znova prižgali oglarsko kopo, jih je namreč čakalo še spravilo oglja. In kot smo se lahko prepričali, se je stalno dežurstvo ob 10-dnevnem kuhanju kope vsekakor obrestovalo. Složni zlogančani so se po ugasnitvi kope tokrat zbrali že na drugi delovni akciji. Problem v prvi bilo, da je bil oglje preveč vroč, pa nismo mogli pakirati. Zdaj smo pa en teden počakali, si je oglje v hladu in da lahko že pakiramo. Lahko rečem, da je zadeva uspela maksimalno.
In vesel sem in ponosen na te moje oglarje ali pa naše zlogance, da so prišli, se udeležili obakrat. Ob delovni vnemi je kup oglja vztrajno izginjal. Oglje je črno, se kade se vete, dela je velik, ampak mi imamo domače kapljice, pa je lepo spiramo ta prah, pa je vse v redu. Za srečo pri kuhanju oglja so po starem oglarskem običaju v jedru kope položili lesen križ. Evo ti, in smo prišli do njega, tako da vedno počakaj tako, ker smo ga noter dali, da ni zgorjeno. Da bi si olajšali delo pri spravilu oglja, so si že pri prejšnjih kopah omislili preprost, a učinkovit pripomoček. Tu smo s pamet sejalnic naredili in gor se oglje meče, da se preseja prah, pa malo posortira, probere, pa gre vreče. Polne črnega zlata so nato romale na kup, kjer jih je prevzela ženska roka. Kar smo jih do zdaj spakirali, jih je okoli malo več kot 50. Do konca delovne akcije se jih je nakopičilo še kar nekaj, velika večina pa jih je v minulih dneh že našla pot do ljubiteljev žara, saj je povpraševanje absolutno večje, kot je ponudba. Se pravi, kar se mi zdi dober znak glede na kakovost ogla, ker mislim, da če ne bi bil dober, niti ne bi bilo takega povpraševanja. Tako da, bravo mi. Če bi bilo prav, bi mogli enih 5 let na letno narediti, ampak je fajn, da smo vsaj eno naredili, da zadovoljimo tiste stalne stranke in pa seveda najprej smo pa domačini. Okrog 1,5 tone oglja so Zlogenčani pričakovali ob prižigu kope. Zaradi zagnanosti in vestnosti pa so želeni cilj krepko presegli. Vas zanima, kako je teklo in še vedno teče življenje ob reki Kolpi? Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj je v sklopu tednov vseživljenjskega učenja poskrbel za predstavitev knjige Domačija ob vodnih kolesih. Knjiga opisuje družinsko zgodbo Madroničevih iz Prelesja. Vsekakor zanimivo za bralca. Spoznal življenje tu na vasi, na Kolpi, to je, rečemo, to je kombinirano življenje, nekaj obrtniškega, drugi del je pa kmetijstvo, rečemo. Naši potomci nimajo pojma, od kje so naši prišli sem, naši predniki, pa me je to spodbudilo, da nekje malo zapišemo, pa da ostane v enem spominu. Smo se skupaj s krajevno skupnostjo Stari Trg ob Kolpi in pa Polanskim društvom dogovorili, da organiziramo predstavitev knjige Družinska zgodba Madroničevih. Idejo so začeli razvijati leta 2012, knjigo pa so skupaj pripravili oče Peter ter hčerki Petra in Maja. Jaz sem določene teme pripovedoval, pol smo pa sem tudi zapisal sam. Pol je Maja, ona je bolj stroga, pa nas je tako malo pošlihtala, da smo mogli pisati malo bolj. Je pa enostaven jezik, nismo nič komplicirali. Zdi se mi zelo pomembno, da se takšne družinske zgodbe zapišejo. Predvsem je ta zgodba pomembna iz tega vidika, ker prikazuje podjetniško kompetenco Madroničevih, ki so v bistvu od mlina, žage do današnjih dne turizma razvijali dejavnost tukaj v Poljanski dolini. Poleg podrobno opisanega mlina in žage je svoje mesto v knjigi dobila tudi reka Kolpa. Knjigo Domačija ob vodnih kolesih, ki je bogata tudi s slikovnim gradivom, lahko najdete na več mestih. Ja, knjižnici v Črnomlju je tudi, pa v Metliki je, pa na univerzitetni knjižnici v Ljubljani so tudi 4 izvodi, ko smo jih mogli dati tam, ko smo dali vse podane. Knjiga je uradno postavljena, vse to, kar mora imeti knjiga. Tako so poskrbeli za lepo zapuščino in ohranjanje kulturne dediščine. Poleg dobre knjige se poleti prileže tudi kakovostna glasba. Te tudi letos ne bo manjkalo na priljubljenem glasbenem festivalu Novomeško poletje, ki se na skrbno izbranih lokacijah okoli središča Novega mesta odvija od julija do avgusta in na katerem se zvrstijo tako lokalni kot drugi glasbeniki. 7 glasbenih dogodkov, ki se bodo začeli s koncertom Radeta Šerbedžije in sklenili z nastopom Rudija Bučarja, zopet obljubljajo veliko.
Vsako leto dobimo več obiskovalcev in navdušeni so, sprašujejo, kdaj ga bomo pripravljali že v jeseni, zato da si planirajo dopuste na tak način in to nam da ful veliko motivacije, da festival še razširjamo, tako da je letos tudi mednarodno obarvan. Prav ta mednarodna komponenta letošnjemu festivalu daje še večjo težo. Do zdaj v prvih 2 letih smo gostili v bistvu samo slovenske izvajalce. Naša želja je, da postane festival mednarodni, tudi mednarodno bolj priznan in z mednarodnimi izvajalci je v bistvu to dobiva, to bom rekel malo širšo, ne samo regijsko noto. S festivalom pa obiskovalci odkrivajo tudi bolj ali manj skrite koncertne kotičke dolenjske prestolnice. Pa že osnovna želja, ko smo začeli s festivalom, da ne bi bil samo na eni lokaciji, ampak da ponujemo različna vzdušja, različne ambiente. Meni se zdi, da to zelo nekako pripomore ali pa v bistvu doda neko drugačno dimenzijo festivalu. Plan je, da se v bistvu izpostavi tudi neka koncertna transverzala, kot je Igor povedal, različne lokacije spodbujajo različna čustva. Park Rastoče knjige je zelo sproščeno, ljudje pridejo s polštrčki, jih dajo lepo na travo in pridejo z otroci. Na muzejskih vrtovih je čarobno. Festival Novomeško poletje se sicer začne ta petek, trajal pa bo do konca avgusta. Novo mesto in stadion Portoval sta bila tokrat v znamenju odličnih atleti in atletov, ki so obeležili tradicionalni že 34. atletski miting. Na njem je skakalka v višino Tina Šutej s skokom 4,63 m za 8 cm izboljšala rekord stadiona. Na sporedu je bilo največ disciplin v zgodovini mednarodnih atletskih mitingov na Dolenjskem in sicer kar 22. Na teku na 110 metrov z ovirami je zmagal Filip Jakob Demšar, ki sicer z rezultatom ni bil zadovoljen, a v tej sezoni odlično nastopa. Sezona kot celota je bila v bistvu dobra, ja. Mislim, če štejem tudi notranjo sezono, ker jaz tekmujem konstantno že zdaj pol leta v bistvu, ne, ker v Ameriki nimam v bistvu vmes nekak pauze sploh, tako da kot celota sezona je v bistvu super. Ne. V isti disciplini je drugo mesto osvojil domačin Tilen Novak. Ja, sicer veter je pihal prsa, ampak tehnično sem zadovoljen s tekom. Čas sicer malo slabši, kot za vikend na državnem prvenstvu, ampak v soboto še člansko državno prvenstvo, ker imam možnost, da rezultat zboljšam. Kar nekaj dobrih domačih atletin in atletov pa iz objektivnih razlogov tokrat ni nastopilo. Poškodovala sem se par dni nazaj na državnem prvenstvu, tako da mi je to preprečilo malo načrte, ki sem jih imela. Hotela sem tukaj dobro tekmovati in pokazati to, kar znam, ampak se mi zdi, da je zdravje na prvem mestu in da moram poskrbeti najprej za poškodbo, zato da lahko čez en mesec potujem na Kitajsko, na univerzijado in tam pokažem to, kar je treba. Na mitingu, ki je letos prvič štel za točkovanje Mednarodne atletske zveze, je nastopilo več kot 200 tekmovalcev iz 8 držav. Da imamo že 34. miting zaporedoma, se lahko pravzaprav zahvalimo našim vestnim, amaterjem, klubskim delavcem, ki že toliko let vztrajajo, ki že toliko let delajo na tem področju in tudi današnji miting, ki je, kot vidite, organiziran na visokem nivoju. Mi tukaj resno vzgajamo 300-400 atletov preko celega leta in seveda večji del od njih danes lahko tekmuje, ključno s pionirji. Danes tukaj ne morejo tekmovati samo najmlajše, torej skupine U8, 10 in pa 12, tako da je to enkratna priložnost, da se pokaže domači publiki in enkrat ne grejo ven tekmovati, ampak ostanejo na domačem terenu. Nagradni sklad je znašal 5100 evrov, ki so jih razdelili med 8 najboljših atletov in atletin. Tudi kandidati v naši akciji Osebnost leta dosegajo in presegajo rekorde na različnih področjih. Za 3 kandidatke, ki se potegujejo za naziv Osebnosti junija, lahko na naši spletni strani glasujete še jutri do polnoči. Nasvidenje.